Zdravo, se Rinc, tukaj je prezentacija.si. V tem videu bi vam rad pokazal nekaj več o Facebook oglaševanju in kako lahko enostavno integrirate vašo spletno stran s Facebookom. Zdaj, na hitro kdo me ne pozna, kdo sem jaz, z interneta sem že leta 1994, torej takrat, ko še sploh iskalnik Google ni začel resno delovati. Sem podjetnik, ustanovil podjetje leta 2008, pomagam podjetnikom podjetjem prodajati preko spleta, predvsem z raznimi spletnimi stranmi, z optimizacijo, z pospeševanjem prodaje, pišem elektronske knjige, izdelujem video tečaje, ukvarjam tudi s oglaševanjem Google, predvsem AdWords sem delal zadnjih kar nekaj let in se mi zdi, da sem kar pravi človek za spletno trženje, da vam povem več o Facebooku in oglaševanju. Zdaj, kje so težave s Facebookom? Namreč tukaj ni trde prodaje. Na Facebooku ni tisto, da bi zdaj ljudje aktivno iskali kakšen problem in rešitev zanj, ampak samo jih morate nekako premakniti iz tistega obstoječega stanja, kjer so zdaj. Nekdo mora potem tudi dnevno komunicirati na vaši spletni strani, torej Facebookovi strani. 2 do 3 tedensko treba osvežiti sit in bistveno je, da določite najprej, kaj želite. 3 možnosti, ali večate ogled podjetja, blagovne znamke, torej nič neposredno ne prodajate, druga, da zbirate kontakte potencialnih kupcev z namenom, da boste enkrat v bodočnosti s tem kaj tudi prodali, in pa tretja, da boste tudi lahko neposredno prodajali izdelek ali storitev, za kar pa že morate imeti mogoče malo več reklame od drugod. Nasveti za Facebook strani, ki so zdaj že dejansko standardni, ampak da jih malo prenovimo, da imate vedno 2 skrbnika, namreč če se vaš profil slučajno ukine, potem izgubite tudi stran. Zato je dobro imeti še nekoga za skrbnika vaše Facebook strani, da lahko potem ta stran ostane, tudi če se vaš profil slučajno ali pa namerno koga, ki vam hoče škoditi, ukine. Potem za iskalnike so pomembni predvsem opis same strani, podatki, ki so o sami strani, in zato, da ste sveži v iskalnikih. Iskalniki štejejo objave zadnjih 30 dni, predvsem Google. Jasno, da boste tukaj dali povezave na vašo spletno stran in s tem tudi vzdrževali višje zadetke iskanja za vašo obstoječo spletno stran v Google. Recimo tudi Matej Špehar, naš znanec, ga poznate, pred kratkim je objavil neko prikaz deljenja povezave. Je to moral narediti? Ne, ampak se že zaveda, da s tem tudi vzdržuje višje pozicijo njegove lastne spletne strani v zadetkih iskanja Google. In seveda eno tako nepisano pravilo, da vedno odgovarjate osebno. Naprimer, Janez vam je nekaj pisal in rečete: Janez, hvala za vprašanje, tega modela nimamo več, lahko preverite zamenjavo zanj. To sicer meni včasih deluje malo čudno, ker nekoga ne poznate, pa neki Janez vam nekaj napiše, ampak tržno je pač pravilo in ga upoštevajte. Vedno, če standarde, če pravila upoštevate, se vam ne bo zgodilo slabo. Zdaj, samo oglaševanje Facebook zaenkrat je še cenejše kot iskalniki samih. V Google najdi si oglaševanje na klik kar precej drago in lahko hitro izgubite veliko denarja, učinka pa ni in oglaševalska akcija ni uspešna. Oglaševanje na Facebooku je zelo natančno ciljano, ker namreč ljudje dajo podatke o spolu, o starosti, o izobrazbi, o interesih, o lokaciji, kjer živijo. Tako da lahko ciljate samo recimo 40 do 50 let ljudi, ki imajo težave mogoče s težo, pa so recimo moški, hoče bolje izgledati, tako naprej. Nekaj osnov oglaševanja tudi na tej spletni strani Mateja Špeharja, ampak tukaj ni tisto, kar nam pa manjka. Kaj? Kakšne naj bodo? Oglasi so najboljši, sliko, prodajate tukaj čustva. V mislih imejte oglaševanje za vsebino, za vsebinsko omrežje Google, ne tisto, kar nekdo aktivno išče in takrat dobite rezultate iskanja na desni strani pa zgoraj na vrhu zadetkov iskanja. Človeka morate premakniti iz tega stanja, ki trenutno je, in v internetu sta pač samo 2 stvari, ki res premaknete ljudi. Ali je nekaj, kar vam olajša bolečino, ali pa nekaj, kar jim poveča zadovoljstvo. In to je tudi tisto, kar je pri Facebooku oglaševanju še pomembno, drugače vaš oglas ne bo uspešen. Poglejmo primer za enega tujega video tečaja za Facebook oglaševanje. Zgornji oglas ni imel take uspešnosti, to je 3 od 10 tisočih so kliknili na tole, na tale oglas. Moškega, dolgočasne, barve in tako naprej, in cena na klike je narasla ravno zdaj, ker ni bilo veliko klikov. Tudi Facebook ima dinamično večanje cene oglasa in tako naprej. Medtem ko spodnji oglas, kot vidite, je kliknil dejansko vsak 200 na ta oglas. Zakaj? Zdaj to menda že jasno. Ženska je bolj zanimiva, barve so zanimive, pa malo večja obljuba in tako naprej, in nas zanima, in tudi, ko vidite zeleno, ni tista dolgočasna, modra barva in tako naprej, tista hladna, ki je običajna v Facebooku, in to morate narediti, da vaš oglas izstopa. Eno kratek pomislek tukaj, vedno začnete z oglaševanjem na klik. Facebook celo je uradno dal objavo za javnost, da ne marajo tega oglaševanja na prikaz, ampak lahko potem to spremenite. Začnite pa z oglaševanjem na klik, strošek bo malo večji na začetku, potem pa to spremenite na oglaševanje na ogled, če je bo tisto ceneje. Prav? Zdaj pa za ilustracijo pogledamo nekaj primerov oglasov slovenskih podjetij. Prvi primer, poišči ovčko, zanimivo, nagradna igra je obljubljena, predstavljena stran v redu, dokaj, spravo velika nagrada je obljubljena, znana znamka je, mogoče tole spodnji malo moti, ampak zna biti zanimiva predstavljena stran in uspešna kampanja. Druga, recimo kamera, to je zanimivo, ampak gleda ven.
In prva napaka že tukaj, to ni predstavljena stran, ampak je obstoječa stran oddanih v spletnem mestu. In potem se nadaljuje vsa ta zgodbica, ne, slike lepe, mogoče malo koristi, prednosti, ne, ko smo eno formulo dali, na levi so oglasi, ki sem ne spadajo in potem motijo kupca pri odločitvi za nakup. Spet lepo razložene slike, tekst, mogoče malo bilo stisniti dobro, v tej specifikaciji bi lahko bil poseben dokument za prenos. Potem pa na koncu ni gumbo za nakup. Tretji oglas, otroški pripomoček. Tole je potem že čista tipična prodajna stran, kot se napiše v internetu, krasne koristi, zanimiva slikca, prednosti izražene, tukaj ena težava, video v angleščini. Dokler imamo slovensko jezik sisteme, slovenske pisarniške programe, morate narediti video v slovenščini. Potem pa zanimivi naslovi, jasno razna uradna testiranja, pa potem na koncu sledijo tudi priporočila strank, kot vidite, dobri mednaslovi, neke garancije. Vse posod, če ste opazili, so takšne povezave, da lahko človek kadarkoli se odloči na kup, tudi samo kupi, ne. Tako da tole je dokaj zanimivo, ne. Evo spet pred vsakim tudi pred priporočili, ne, kupim. Edino tukaj težava tale naročilnica, videti se v redu, ampak ni tiste slikce garancije, ni slikce izdelka, ki bi še bolj pripričala potem, da povzame celotno ponudbo. Sicer pa v redu, dokaj, ne, mislim, da spodaj še jasno, ja, nekaj pripisal, tako da ta stran bi lahko bila zelo dobra. Četrta, pripelje si nagrade, tu gremo ven z Facebooka, ampak spet tukaj treba čakati, stran v angleščini, samo za navdušenca za avtomobile in tako naprej, za mlajše generacije v redu, drugače pa recimo vzame popolnoma nepotrebno glas. Če gremo naprej, bencinske strehe, slikca zanimiva, čeprav pač modra, ne, nekaj koristi, ampak potem, ja, kaj ne izberem, ne, zanima me najprej, kaj so bencinske strehe, kaj je spodaj, kaj je zadaj, video tukaj na tej strani brez zvoka. Tako da, tisti, če bi to iskal samo cenik streh, premalo poudarjen, to stran se da precej izboljšati, ne obstoječo stran uporabiti. Naprej recimo ThermoShop, neka toplotna črpalka. Krasno, zanimivo, tudi če imate nagrade, certifikate, ampak tukaj me zanima slika izdelka, me zanima cena, kako jo dobim, kje je gumb za nakup, kje je naročilnica. Kliknem na tole spletno povezavo, ista stran se pokaže. Kako naj to kupim, kako naj več informacij? Če gremo naprej na Ford, zanimivo, to je krasno, ostanete na Facebooku noter. Se pravi, ljudje bo več prebrali, več o koristih, prednostih, samih lastnostih avtomobila, greste na spletno stran, če želite za več. In tudi na začetku, spletno stran, prijava na testno vožnjo, odlično, to pričakujemo od proizvajalcev avtomobilov. Na sami spletni strani se zgodbica nadaljuje, mogoče malo sicer drago, za povprečna podjetja, ampak dobro, tudi Facebook, vse. Tole je krasna kombinacija predstavljene strani in tistega oglasa. In nahraniti svetlico, recimo. Tole bo verjetno zelo tako svetlično obarvano, preprosto, da vidimo, kaj nam nudijo. Tukaj so potem povezave na privržencev že skoraj 7000. Ja, vas vabijo, da pridete na njihovo spletno stran in greste ven. Sicer zdi, da tukaj ne bom gledal, ampak zanimivo in ostanete na Facebookovi strani. Tole je zelo ta kritični oglas, se pravi, tangiran samo na moške. Poglejmo, kako jim je to uspelo. Ja, videti v redu, prodana stran, zdaj tega ne slišite, ampak spet video v angleščini. Tudi obstajajo tak spletne strani, ki vam to naredijo, da lahko slovenske podnapise dodate. Potem tukaj spodaj, dokaj zanimiva prodana stran, ampak vodi na posebno stran z naročilnico, da bi tukaj bila, tako da bi se dalo to tudi še precej izboljšati. Videokamera, samo za 9 €. Ja, ampak ta predstavljena stran pa zelo neprivlačna, nič ne ponudi posebnega, ponudba tisto, kar je, zelo malim drobnim tisk, slika kamere brez brisanja ozadja z nekim krožcem, ki ne vem, kaj tam počne, vse izgubljena priložnost, če mene vprašate. Dizajn tukaj se da predvsej poboljšati, povečati, koristi izpostaviti, pa potem dobiti dodatnega kupca. Tako da tukaj se širi, večje so blagovne znamke, ampak za sam tale izdelek pa gotovo ne. Pa še zadnji primer, pogledamo, zdravje in lepota. Ja, to je pa tisto, kar vam govorim, tega bo vedno več. Ljudje hočemo stati na Facebooku. Tukaj vse objave so 3. julij, pa potem spodaj mislim, da je junij, april. Dobro, malo manj objave bilo v zadnje čase, ampak želijo vas pridobiti, pa dobre objave in dobre objave so tiste, ki bodo pritegnili nekoga, da bo na koncu dosegel tale cilj, torej da bo se vaša stran povšečko. Ste opazili, kateri oglasi so boljši? Tam, kjer je pogled usmerjen do danes ekrana, je to človeka, ali je to mogoče predmet, ali kakorkoli. Če ste videli pred kratkim spremenjen oglas, zakaj? Ja, ker tisti ni delo,
tale oglas. Očitno vidite, da bo tole bolje kot tista čudna poševna lega. Prvič je bil objekt nenavaden, se pravi žival, ne človek kot tak, ne kot nek predmet, in poševno je bil in tako dalje. In pogled je še silo ven iz ekrana. Tole sicer ima večje prednosti, ampak še bolje je bilo, če bi tukaj bila pristajalna stran na Facebooku, ne da greste ven, ampak kot smo rekli, tam je obljuba velika in znamka že znana, verjetno bo uspešna akcija. Če vam zdaj napisal kakšen oglas, bo sigurno kaj takšnega, da bo en obraz, tukaj je samo primer, sploh tole še nisem naredil, pa tudi verjetno ne bom ravno takšnega oglasa dal, kjer potem jasno pišete, kaj je tisto, kar nekoga zanima, kjer bom seveda dal še kakšno bolj provokativno vprašanje, privabil na stran in seveda na koncu napišete, kliknite tukaj, aktivno treba povabiti človeka, ki bo to oglas videl, da gre potem na vašo Facebook stran oziroma še bolj aktivno, da bo šel dan na vašo pristajalno stran. Ena je težava tukaj, vemo, da se morate uporabniku približati in vsebine in vsem drugim dostavljati in se pojavljati z svojimi lastnimi izdelki, storitvami, svojo promocijo tam, kjer ste največ uporabnikov. Ampak kako enostavno spremeniti to pristajalno Facebook stran, če boste akcijo kaj spremenili, če boste dali kaj, sezonskega zraven in tako naprej. Prvo morda, da bi vsakič naredili novo stran in spet morate konfigurirati Facebook stran. To mi ni všeč. Drugič, da na novo stran vsakič napišete ali pa aplikacijo celo, pa naredite nov zavihek na Facebook strani, spet je treba nekaj na Facebooku spremenjati in to ljudje ne bojo znali. Ali pa če enkrat konfigurirate Facebook in potem samo vsakič naredite novo spremenjeno stran in samo osvežitev strani date in nič drugega. To mi je pa že bolj všeč. In do zdaj sem priporočil recimo takšnega, da bi združili Facebook stran in strani WordPress, recimo z enim takim izdelkom WordPress for Fan Pages. Ampak to mi ni več všeč, zakaj? Zato, ker zahteva, da še dodatno instalacijo WordPressa ali pa recimo nekaj posebnega še, dodatne strani, posebej oblikovane samo za WordPress, se pravi že podvajano vsebino, to mi ni všeč. Zdaj samo uporabljam, pa mogoče priporočam tudi vam, da greste nekaj takšnega, da imate spletišče WordPress zadaj, pa en dodatek pameten, ki bo znal tiste vsebine, ki jih imate že v vašem spletišču, enostavno osveževati tudi na Facebookovi strani. Zelo lepo, preprosto in deluje. Kaj bi neka takšna rešitev pomenila za vas? Da imate spletišče brez omejitev prometa, kar nekateri onemogočajo torej, in ko boste imeli določene strani vaše na Facebooku, se bo to sigurno zgodilo, takrat boste morali veliko več plačevati in da vas najdejo z iskanjem, z dobro optimizacijo, ki ni težka, ki se lahko vsak nauči in da vas najdejo že v izidki iskanja v obstoječem, torej spletnem delu, ne da ste na Facebooku. Potem vsebine združujete na enem mestu, posebne strani. Jasno, če ljudje hočejo brati vaše vsebine na Facebooku, pa jim to omogočite. Zakaj silite ven iz Facebooka? To smo povedali, da ni potrebno, če lahko to rešite drugače. In varno za prihodnost. Certifikat bo potreben za te spletne strani na Facebooku in to od novembra 2011 in jasno, kaj bo treba. Ali boste imeli na svojem lastnem strežniku certifikat, ki bo treba plačati, ali pa pri kakšnem ponudniku, ki to omogoča. Certifikat je nujen, če imate aplikacijo, predvsem takrat, če imate to opcijo, da mora recimo nekdo povšečkati vašo stran, da se mu prikaže tista skrita vsebina. Če tega nimate, potem aplikacija sama ni nujna in boste lahko vzdržali tudi z okvirji, z obstoječimi aplikacijami, ki so na voljo brezplačno v Facebooku, tako da se ni treba zaskrbeti za to. Ampak če boste imeli kaj takega, kar bi želeli sami kontrolirati, potem boste pa morali dejansko kupiti certifikat ali pa imeti svojo Facebook stran pri ponudniku gostovanja, ki vam bo ta certifikat torej omogočil. Kako lahko dobite vse, kar sem vam zdaj naštel? Spletna ponudba na Facebooku, tole je URL, ima pa mogoče malo predolg, ali pa če pogledate prek bloga v apikaprezentacije.si, pošiljnica trgovina, oziroma pošiljnica trgovina, pošiljnica poletje, kjer je jasno tukaj nekaj dela, pa moji sodelavci in tako naprej, tako da sem se odločil, da samo s 27 to ponudim ali do konca akcije na hitro še kaj ta ponudba vsebuje. Torej, če greste na tale URL, prezentacija si, pošiljnica trgovina, pošiljnica poletje, boste prišli pisno na Facebookovo trgovino, kjer je pa ponudba spletišče z blogom WordPress, spredlava standardnih strani, začetna stran, kontaktni obrazec, dodatne module za vzdrževanje, dokumentacijo, optimiziramo stran za iskalnik Google in 2-urni tečaj na vašem sedežu, kjer se lahko ustvarja tudi karkoli. In pa ekstra poletni bonus za 1960 €, Facebook stran z istimi vsebinami, primer, gostovanje, neomejen promet, varovano in priročnik, video plus PDF za oglaševanje na Facebooku brezplačno, tako da ponudba je na voljo za teh prvih 27 naročnikov, oziroma do konca avgusta 2011. In kako lahko naročite? Daste v košarico, greste naprej na plačilo. Plačilo lahko potem dajete ali po telefonu, vas pokličemo nazaj, ali pa prek PayPala. Tukaj je lahko še enkrat možnost izbire, se pravi PayPal ali telefonsko naročilo. Vnesete vaše podatke in potem se nadaljujete potem proces naročila. Tako, hvala za ogled tega videa in za kakršnokoli pomoč ali podporo, svetovanje, napišite nekaj na podporo@prezentacije.si. Saj Grinc tukaj, prezentacije.si in želim vam veliko uspeha s Facebookom.